Dober večer. Evo, zmaga. Zmaga tako, kot se zagre, tako, kot se igra, tako, kot se predstavlja Slovenijo, slovenski dres, naš državljane, košarkarske navdušence, da ne naštevam naprej. Nova Zelandija je padla, gladko je padla. Mogla bi pa za najmanj 10 točk, to zdaj že verjetno vemo vsi. Če bi pa slučajno želeli biti prvi v skupini, kar nam na koncu ni uspelo, bi pa morali Novo Zelandijo premagati za 29. To so bile računice pred samim srečanjem, zdaj bili smo tako blizu, ne? Vemo, tista finta šuta, odboj, trojka Dončića ni šla not, nič ne de. Izognili bi se najverjetneje Grčiji pred polfinalom, zdaj jih dobimo v finalu, če ne bo kakšnega ogromnega presenečenja. Ravno ko tole snemam, je prvi polčas končan med Grčijo in Egiptom 42-38. Sem tudi bil sam malo presenečen, kaj se dogaja. Pa vendarle igrajo Grki brez Antetokounmpa, ker je včeraj ni prejel udarca, ampak mu je padel na nogo. Soigralec, nič resnega, mislim, da čisto preventivna zadeva in pametna zadeva Grkov. Premagati moraš vse, če hočeš na olimpijske igre, to se strinjamo. Tako da, če bo Grčija mogla pasti v polfinalu, bo pa v polfinalu. In tu je catch. Morda se potem lahko revanširamo Hrvatom v finalu za poraz v uvodnem delu, ampak počasi, stopničko po stopničko, lepo počasi, ne? Hej, če ste tukaj prvič, oziroma če ste tukaj vnovič, če imate radi podobne analize, spremljate košarko, slovensko reprezentanco Luko Dončića, kako naprej, vabljeni, da se naročite na moj kanal, da boste takoj obveščeni o podobnih zadevah, novicah, tudi highlightsih, ne, vse veste. Gremo k bistvu. Prvič, pristop. Drugič, igrali smo proti napade. Tretjič, prekinjali napade nasprotnikov z osebnimi napakami, da se ti niso razleteli po parketu, zaustavljali napade. Četrtič, pa mogoče celo drugo najpomembneje, agresivna obramba. Prvo, kar se meni zdi najbolj pomembno, je bil pristop. Popolnoma drugačna slika, popolnoma drugačen vstop v srečanje, energija, če bi vprašali Luko Dončića, kot na srečanju proti Hrvaški. Tisto je bilo popolnoma nesprejemljivo, to ste verjetno lahko spremljali v mojem zadnjem videu, oziroma zdaj že pred zadnjem, kjer sem v bistvu sredi tekme poslal prijazno sporočilo reprezentanci prek svojega kanala. Sej ne, da bi to kdo gledal video kakorkoli, ampak bolj za to, da je, pa za vas fene. Skratka, pristop je bil popolnoma drugačen. Začetna četrtina 27-9 za Slovenijo. Že takoj na začetku agresivna obramba, kot sem omenil, nismo jim pustili, da bi dajali lahke koše. Dajte me tukaj popraviti, ampak mislim, da so v vstopu v 7. minuto oni zadeli prvič iz igre. Predtem 2 prosta meta. Nisem prepričan, ampak mislim, da nema veze. 27-9 po prvi četrtini. Pa mislim, da bi lahko bilo še več, ker se mi je zgodil sindrom trdega obroča. Zdaj, kaj bi bilo to trdi obroč, se pravi, da žoge odskakljajo ven, ali od table, ali dejansko od obroča. V glavnem, meč še vedno ni stekel, ne Čančaru, ne Dončiću na začetku. Tako da razlika bi lahko bila še tu višja. Dejansko smo se v prvi četrtini spogledovali z 29 točkami razlike, govorim v končnem smislu, ne? Da bi šli dejansko z prvega mesta ven iz skupine, ne? Sem povedal, to je pomembno potem za naprej. V glavnem, energija, še enkrat energija, tole je Luka Dončić izpostavljal, da si po srečanju, da si ni smel privoščiti takšnega vstopa v igro, kot je bilo proti Hrvaški, ne ostali. Moral bi dati zgled svojim soigralcem, moral bi dati zagon z svojo energijo soigralcem, pa tega ni bilo, pa smo to pogrešali proti Hrvaški. Pustimo Hrvaško že pri miru, to je konec, že sam se malo preveč ponavljam. Druga četrtina, manjši padec, ampak nema veze, se zgodi. Josh Nebo se je vendarle razigral na koncu srečanja, mislim, da 20 točk, 12 skokov, če imam jaz to prav. Tole bom zelo hitro. Imam prav, ja, v 29 minutah igre. Predvsem dosti napadalnih skokov, to me je navdušilo, zato je v bistvu on prišel. Dobili smo pa tudi 30 prejetih košov, tako da tukaj so rezerve, pa do rezerv še pridem, ne. Tretja četrtina, spet smo naredili večjo prednost, tukaj smo že nekako nakazali, tole bo pa verjetno res šlo, vsaj do drugega mesta. Tu pa bi želel Gregora Hrovata pohvaliti. Za igro v obrambi, vrhunsko v tretji četrtini, tudi 2 ali 3 napadalne skoke. Ko pa že Hrovata omenjam, pa še tukaj moram oba dva novinca pohvaliti. Moram. Cerkvenik,
Na koncu celo 8 točk 5 skokov in pa Stergar 6 točk 3 skoki. Igrala sta 13 minut oziroma 14. Vse, kar sta mogla, sta naredila, medtem ko je Stergar celo začel. Namesto Nikoliča, neka tribušna viroza, če imam prav, upam, da nič resnega, ker Nikoliča rabimo, čeprav se danes ni poznal, ampak nema veze. Rezervne šteto. Ojoj. Vlatko Čančar nikako ne more priti v sebi. Kdo bi mu zameril? 0,7 met, poškodba za njim, celo leto ni igral. 0,3 za 2, 0,4 za 3. Vidi se, da nekako je igral Krču, isto Edo Murić, 5 minut samo v bistvu. Tako da žal, Zoran Dragić statistično neučinkovit, ampak je imel neka postavljanja v obrambi, silo neke faule, tekel je, pokrival, naredil je svoje, delavski posel je naredil, ne moramo reči, da ni, čeprav se ni upisal med strelce in je bila njegova statistika na koncu prazna, plus minus 19, eto. Ne? Nebota smo omenili, Klemen Prepelič, kaj njemu reči, on je tisti drugi igralec te reprezentance, trenutno drugi, tretji, vedno bi rekel kar drugi, 14 točk, 8 asistenc, vlogo playmakerja je letos že upravljal pri Cedeviti Olimpiji in je v bistvu bil neke vrste odkritje sezone na tem mestu. Tako da tule je on za porabiti, definitivno. Ja, Dimec je še nekaj dodal svojega, v redu. Tako kak se igra, kot sem rekel na začetku. Nova Zelandija je gladko padla, prva četrtina 27-9, kot sem omenil, 30-19 Novozelandci dobili, spet smo dali v svoje roke žogo oziroma na mesto postavili stvari v tretji četrtini 31-18 in pa na koncu 27-21, ful je bilo zanimivo. Lovili smo tisto 29 pik razlike, Blizu je bilo, res je bilo v bistvu nas je zadnja trojka v zadnji sekundi, ki je Luka pač ni zadev, ločila od meje 29. Nema veze. Vi, kako ste vi videli srečanje? Zadovoljni s spremembo pristopa, energija, vsega skupaj? Jaz osebno definitivno sem. Bi pa še nekaj izpostavil, kar je v bistvu tudi Peter Vilfan izpostavil v prenosu. Izražanje oziroma trenutna komunikacija, da ne rečem razmišljanje s selektorjami v tem trenutku ni tako blizu. Vem, da je javnost nekako, da ne rečem celo nastrojena proti njemu, sam osebno nisem bil, ker je nazadnje imel rezultate izvrstne za reprezentanco, prva vrstitev na olimpijske igre, na olimpijskih igrah desetinka do medalje. To je fantastično, tega se ne moramo zavedati, brez Dončića in brez ne vem koga še je prišel do uvrstitve za svetovno prvenstvo. Mogoče včasih igra ni izgledala na oko lepa, mogoče smo se prevečkrat, ko je bil Luka v igri, zanašali na, pa recimo proti Hrvaški, kako je pripravil proti Poljski, ja, napake ima vsi, jaz jih imam, vi jih imate vsi, ni idealen, nihče ni. Nisem imel pa takšnega problema z njim, zdaj trenutno pa nekako njegove nastopi pred medijih, neka energija, ki oddaja. Poskušali bomo, trudili se bomo, delali bomo na... Nič ne bomo poskusili. Bomo! Nič se ne bomo trudili. Bomo! Gremo, Sekula, ajde! Udari po mizi. Mislim, da Šport TV ne, ampak Sport Klub je pa ujel pred minuto odmora, ko je Dončić zaropotal po mizi pred koncem prvega polčasa, če se ne motim. In povzdignil glas na klopi, češ, dajmo se zbrati, ni na polovici srečanja, konec tekme. Daj, da še to vidimo od Sekuliča. Vse mogoče je, kdaj pa kamera tega ni prikazala, pa mi ne vidimo slačilnice, tako naprej. Ne dobivam tiste energije nazaj. Mogoče to malo še manjka, ampak dobro, dokler je pristop pravi, dokler so fantje pravi, dokler je tekma takšna, kot se je odvila danes, je to. Pa pustimo zdaj 104-78 na koncu, proti Novi Zelandiji, valjda. Ja, ta Nova Zelandija je včeraj nabila Hrvaško. Ja, pa Hrvaška ni imela počitka, pa on tisto tretjo. Alo, majstere. Hezonja, prvak Evrope, Real Madrid, imel je koliko tekem letos. Zubac, playoff z Clippersi, koliko tekem letos. To so veliki fantje. Tako da Nova Zelandija se je čisto dobro upirala tam do sredine tretje četrtine in dajte, ni to kar tako.
Ja, nič, zdaj sobota, ne, ni še točno znano kdaj, bi pa pričakoval, da so Grki domačini, da bodo igrali ob 8 v soboto, po mojem mnenju, pa potem finale, ne, v nedeljo. Zdaj pa navijamo, ne. Vsaka čast navijačem, ki ste v Grčiji, če kdo to spremlja. Glede na vse športne dogodke v ostalih dnevih, od fuzbalskega prvenstva do tura, do odbojkarjev, do svašta, ste eni dali prednost košarkarjem, tako da, tole je izjemno. To je to, kar se tiče slovenske reprezentance, ostalo kakšna ekstremna presenečenja. Kamerun je danes nabil Brazilijo. Kaj bi to pomenilo v skupini? Brazilija je, če to drži, je Montenegro, Črna Gora izpadla, če to drži, jaz gledam zdaj tu na flash scoru. To bi bilo kar eno presenečenje, pa nisem najbolj zadovoljen zaradi tega, ne, valjda bom te za Evropejce navijal. Gruzija se je rešila proti Filipincem, ampak zgleda jim to ni dosti pomagalo, ker sta Latvija in Filipini konec. Kak je zanimivo? Zdaj že dve skupini, dve tekmi, ena zmaga, en poraz. Kaj je bilo pri nas? Je čist isto, razen tega, da... Ja, čist isto, seveda! Angola, Libanon, čist XY zadeva, je to sploh kaj takega? Španija, ja, prva, ker ima 2 od 2. Normalno. Grčija, Egipt bo zdaj itak zropotalo, po moja, ne? Tako da Grčija 2 piki, Dominikanska 1, Egipt brez, to je jasno. Tako da ja, pardon za tole. Nič. Glavnem, če še koga zanima, lahko seveda sam preveri, nič ekstremnega, da bi rekli. Torej, če ste tukaj novi oziroma vnovič, kot sem že rekel prej, vabljen, da se naročite za ponovne analize, tudi highlights, vse v svetu slovenske košarke, Luke Dončića in tako naprej. Do naslednjič, Gregor, sem bil z vami iz Greg Sporta. Ajde Slovenija, ajde Dončić, ajde Sekula. Imamo to, ajde, ajde.